ali bi bilo lahko tvoje življenje res boljše. Ampak nekaj stoji na poti do tega življenja. Dostikrat sem opazila, da ljudje mislijo eno stvar, da jim je namenjeno trpeti, da pač je to njihova karma, da morajo nositi ta križ in kar v enem danem trenutku prepustijo tem energijam, da jih to prepričujejo in ljudje v tem sodelujejo. Meni je majčkeno hudo, ko to gledam, zato sem se odločila, da tokrat posnamem video vsebino, zato ker bi ti rada razložila mogoče, kako frekvence vladajo in ti dala mogoče eno tako kratko vajo, kjer lahko zdaj ti ozavestiš, ali bi res bilo življenje lahko boljše in kaj imaš s tem ti. Se vem, da dostikrat slišiš, pa ti gre včasih mogoče že malo na živce, ja, da si ti kreator tvoje usode, pa tako naprej. Vem, da ti v glavi ni vedno to tako zelo preprosto in ti misliš, ne, pri meni je drugače, meni se je to zgodil in on zgodil in tretj zgodil, pa vendarle moraš nekaj vedeti. Dostikrat ta klišejski mu pravijo izraz velikokrat drži, ampak vseeno dajmo ga majčkeno bolj razumeti, a ne? Skratka, nekaj se ti dogaja, ves čas imaš občutek, da trpiš, da se ti ponavljajo ene in iste stvari in tako dalje. In dostikrat ljudje rečejo, ok, to je neka višja sila od mene, to se mi dogaja zaradi tega, ker moram doseči neko rast, zaradi tega, ker se neka karma iz prejšnjih življenj dogaja, pa tako naprej. Je možno, definitivno bom tako rekla, definitivno je možno, da se ti dogaja kakršnekoli karmične preizkušnje, da so neke stvari zasidrane v izkušnjo tvoje duše zato, da jo brusijo, zato, da prinašajo neka nova spoznanja. Ja, seveda je možno, ampak dostikrat pa to tudi ni tako. In zdaj bi ti rada dala eno tako kratko vajo, za katero nič ne rabiš, lahko pa vzameš list papirja in bi rada, da eno stvar ozavestiš, okej? Kako recimo ti veš, da imaš težave z okoliščinami, z odnosi, z tem, da se skozi, torej imaš občutek, da se nekaj matraš zaradi svojih vzorcev. To pomeni, da so te naučili nekih vzorcev prepričanj, delovanja, razmišljanja, čustvovanja in tako izborov. Kako veš, da ta naučena prepričanja so ti negativni vzorci, ki ti sedaj kreirajo svoje življenje, ali pa pač ne, da se gre za nek drugi energijski zadnji skriti smisel. Rada bi, da nekaj zelo dobro razmisliš. Nekaj se zgodi, lahko se zgodi na dveh frontah in to ena fronta je tvoja, to pomeni tvoja osebna, je znotraj, ta druga je pa odzunaj. To pomeni nekaj je samo, kar ti doživljaš kot svojega in se zunaj nič ne dogaja in se ljudje ne obnašajo drugače od tebe in nič drugače ne rečejo. Vse je isto, ampak ti imaš v notranji občutek neki slab ali pa se težko počutiš in tako dalje. In zdaj, ko imaš ti ta dva pola, torej notranji je slab in je zunanji čist isti, ali pa se potem obrne, je lahko recimo zunanji pritisk se zgodi nekim potem tebi menja čustvovanje. Torej, to je tisto dvoje, kar se tebi lahko dogaja. To pomeni, ti si bil v tem primeru čisto potem pa se nekaj odzunaj zgodilo, nekdo ti prinesel neko informacijo, nekdo te probo prestrašiti, kakorkoli že, in potem se tebi notranje dojemanje spremenilo. Zdaj pa takole je. Rada bi, da zelo dobro oceniš, kaj se zgodi navznoter, ko se zunaj nič ne spremeni in kako ti reagiraš, recimo, ko se pol zunaj nekaj spremeni in kako se ti počutiš na noter. In kako veš, da imaš težave z vzorci? Ko pride neka zunanja stvar ali pa če je notranja stvar, torej oba pola, kaj je tisto, kar ti prvo pomisliš? Kaj je tista prva žogica? Recimo, nekdo ti reče, da se nekje v svetu dogaja neka težka situacija, ne vem, virusi, vojne in tako dalje, ne? Kaj je tvoja prva misel? A je tvoja prva misel, vse bo v redu, varni smo, pomagajmo, kjer lahko? Ali je tvoja misel, bojim se zase, kaj bo zdaj? Kaj če jaz umrem, kaj če se mojim ljubljenim kaj zgodi, kaj če to, kaj če kaj če tret, a ne? Torej, prve žogice, a pa, ne vem, šef ti reče, da nisi dobro nekaj naredil, a je tvoja prva žogica, dobro, tole bomo popravili, kaj češ, gremo dalje, ali je tvoj prvi občutek, kaj če mi odpusti, on je meni hotel nekaj slabega, on mene ne mara.
Kako reagiraš na prvo žogico? Prve žogice našega avtomatiziranega odziva, delovanja in posledično potem tudi instant besed kažejo na to, kateri vzorci v nas vladajo. Zato, ker moraš vedeti, da pozitivni odzivi so tudi vzorci. To pomeni, da si tudi naučen, da karkoli se zgodi, ti obrneš to v pozitivno. Ti obrneš v to, da je to v redu, da je to lahko v redu. Razumeš? Vsaka stvar je pač v redu. Tudi če se zdi nekaj groznega, je tebi v redu. Ne, to bomo mi vse rešili. Ful bi rada, da razmisliš, a pa pogledaš, da si mogoče napišeš 10 najpogostejših situacij. Napiši 10 najpogostejših situacij, ki se dogaja. Kaj je prva misel? Kaj je prvi občutek? Tudi če besede pridejo kasneje. Pa kaj je tista prva žogica, ki se rodi v tebi? Če je ta žogica težka, prestrašena, če išče izgovore, če je malo bolj tako kot žrtev, pomeni, da ti vladajo negativni vzorci. In če tako reagiraš, je vsaka manifestacija pozitivna, katero imaš ti v življenju, zgolj neko, naključje, je zgolj nek skupek tega, da si tudi v sinergiji drugih ljudi, pa da ti angeli pomagajo, ampak načeloma je tvoj pol kreiranja težek pol. In to pomeni, ko pa pridejo neke resne stvari, pa tako naprej te začnejo v življenju lomiti. Zaradi tega, ker prihajajo iz negativnega pola, to pomeni, da so se ti v življenju zgodile težke stvari, v otroštvu dogajajo težke stvari in to je še vedno zasidrano v tebi. In je vzorc. In ko se ta vzorc sreča z nečim zunanjim, ko se ta vzorc sreča z nekim pritiskom, takoj reagira in mu še doda svojo gorivo manifestacije. Če pa ti seveda reagiraš pozitivno, če tebi tako super, pomeni, da pa si definitivno že prišla na to stopničko, ker se bo vedno manifestacija, takoj, ko ti ponudiš možnost, da bo nekaj dobro odzvala nate in bo tudi prišla v tvoje življenje. Če pa se ti dogajajo negativne stvari v enem in istem ciklu, samo ljudje se menjavajo, se spet vračamo na to, da so bili v tebe zasidrani negativni vzorci. Nisem ti zdaj dala zelene luči, da se glede sebe zaradi tega počutiš slabo. Absolutno ne, ampak hočem ti samo povedati, da dokler pustiš v sebi negativne vzorce, da so prisotni, ker nimaš časa, niti namenjeno, ne moreš si vzeti, da nekaj narediš na temu, je vsak tvoj dan ti je riziko, a bo zdaj v redu, a se bo spet nekaj zgodilo, ki te bo vrgel iz tera. Jaz ne vem, zakaj bi kdorkoli hotel tako sam s sabo delati, zakaj bi sploh omogočali tej manifestaciji, da lahko nepovabljena pride in vstopi kadarkoli bi to želela. In zdaj vsi tisti, ki ste zdaj začutili, ja, dejansko, takoj razmišljam negativno. Ampak tudi, če vi rečete, ampak jaz se kasneje pomirim, meni je kasneje dober, jaz potem se umirim, pa razmislim, pa vidim stvari z drugega pola, to ni tvoj originalni vzorc. To je nekaj, kar potem verjetno s časom mine, pa energija se na splošno v zraku pomirijo, a te pa nek drug človek pomiri, ampak ni to tvoja originalna energija. Jaz sem to tudi sama dala čez in te ful razumem, ampak mislim, da dosti ljudem rabim povedati, da hodijo okoli in mislijo, da se jim ne more spremeniti življenje, ampak da v bistvu je vir v tem, kar je bilo zasidrano na negativnem vzorčnem nivoju. In na tem je treba delati, to je treba razumeti, kaj se ti je zgodilo, kje je bil izvor tega in tako dalje. In če ti jaz lahko pomagam, zdaj sem ti definitivno s tole video vsebino to zavestila, te vabim na 2 čudovita tečaja. Zdaj pa čisto odvisen, koliko si pogumna. 2 čudovita tečaja, ki ti tukaj pomagata, zato ker seveda hočeš sam sebi pomagati, sta prvi tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, ki se pričenja 23.3. dvakrat na mesec je ob večerih na spletu s trajnimi posnetki, tudi če ne moreš biti zraven, si lahko pogledaš kadarkoli, ni časovno omejeno in še dodatne video razlage imaš na svoji članski platformi, kjer so tudi tvoje meditacije, številne meditacije in orodja za delo. Skratka, razreševanje podzavestnih vzorcev. Kako deluje podzavest, kako se brani ego, obrambni mehanizem, kako na to vplivajo prejšnja življenja, tvoje otroštvo, preteklo, zdravljenje notranjega otroka in še in še.
Če hočeš, ampak ta je res tak, ta poseže res globoko in ima malo kombinacijo psihološko-eteričnih znanj. Taka zanimiva hibridna kombinacija je. Ta drugi tečaj, seveda veliko na tem naredi, ampak mogoče malce bolj umirjeno, za nekaj mogoče se prvi srečujete s tem, da bo treba nekaj narediti na sebi, če hočemo videti spremembo v svetu, Je pa tečaj meditacije, ki se pa začne, poglejte, se sem dala povezavo, mislim, da je 26. Skoraj sem prepričana, 26.3. tudi na spletu, tudi s stalnimi posnetki, tudi z dodatnimi video razlagami, ki gre pa na tak način, da najprej pripravi telo, umirja stres, postavlja energijo hrbtenice, potem pa na drugi stopnji gremo na umirjanje misli in gremo na rezanje karme in gremo na čisto posebno tehniko, katero še niste srečali za umiritev glave. Potem nadaljujemo še na to, na manifestiranje, samozavest, moč. Na koncu, na zadnji stopnji se pa še naučite, kaj to pomeni biti učitelj meditacije. Tako da tisti, ki hoče biti učitelj meditacije, bo to ena taka čudovita priložnost za vas. Dobite tudi močen certifikat iz tega. Tako da oba tečaja sta resnično čudovita. Tako da za enega izmed njih, torej tečaj meditacije, pa samo tokrat ponujam posebno darilo in to je popust na cel tečaj v vrednosti 120 evrov, torej vsaka stopnja bo samo tokrat, torej cenejša za 30 evrov na stopnjo, kar je velik popust in se ti definitivno splača. Sploh če hočeš imeti to na spletu. Tako da poglej si na potovanjeduse.si in želim ti čim bolj mirne dni.